Trije judovski moheli v Belgiji se soočajo s kazenskimi obtožbami, ker naj bi nezakonito izvajali obredne judovske obrezave. Tisoče let so moheli igrali ključno vlogo pri izvajanju Brit Mile na 8. dan po rojstvu dečka. Vendar ima Belgija, kjer je zaznati porast antisemitizma, zakone, ki določajo, da morajo vse obrezave izvajati zdravniki z licenco. In lani je policija v Answorthu po raciji aretirala več oseb. Z nami z Bruslja je Avi Tale, direktor Evropskega judovskega skupnostnega centra v Bruslju. Pozdravljeni in hvala, da ste z nami žal v teh okoliščinah. Pozdravljeni, Živjo, Amelija, lepo vas je videti, najlepša hvala. Seveda, torej, pojasnite, vem, da je to že dolgo vir bolečine in zastraševanja za judovsko skupnost v vaši državi. Pojasnite ta občutek demoralizacije in kako se ljudje s tem spopadajo. Ja, judovsko življenje je naraven del Evrope. In Brit Mila je že tisoče let del judovskega življenja v Evropi. Belgijska judovska skupnost je čudovita skupnost, ki prispeva v družbi na vseh področjih življenja. Antwerpenska judovska skupnost je uspešna judovska skupnost. In mislim, da je to prelomna kriza. Kriminalizacija takšne judovske prakse, ki je v jedru judovskega življenja, se mnogi med nami sprašujejo, ali ima judovska skupnost v Belgiji sploh prihodnost. Wow. To je zelo odvračajoče. Veš, kdaj je ta zakon začel veljati? Mislim, veš, v Združenih državah ljudi opravljajo obrezovanje v bolnišnici po rojstvu. Ampak spet, moheli so licencirani strokovnjaki v judovski tradiciji za izvajanje tega. To je njihovo delo. To ni samo njihovo delo, ampak so tudi najbolj usposobljeni ljudje za izvajanje tega. Te tradicije. In zdaj bi lahko primer imel posledice. Če bodo kriminalizirani, bi bila to očitno zelo negativna odločitev pravosodnega sistema v Belgiji. Vendar ste hkrati omenili, da je to zelo zaskrbljujoče, vendar bi rad dodal tudi element spodbude za judovsko skupnost. Ker je vsaka preizkušnja, s katero se je judovska skupnost soočila v zadnjih 2000 letih, nas naredila močnejše. Izzivi krepijo judovsko skupnost. In namesto, da bi mislili, da bomo morda morali oditi, je moje današnje sporočilo ravno nasprotno. To je priložnost za judovsko skupnost, da ustvari dialog, pojasni, okrepi judovsko življenje in da dejansko stoji pokončno ter pogleda problem v oči. Judi ne gledajo več navzdol. In zavezani smo krepitvi judovskega življenja v Belgiji in močni prihodnosti tukaj. Ali čutite upanje? Mislim, ali so tisti na oblasti pripravljeni dejansko sesti in voditi dialog? Kot vemo, so Judje v Belgiji že stoletja in stoletja. Zgodovinsko zelo pomemben del gospodarstva, tako v Antwerpnu kot v Bruslju. Ali obstaja pripravljenost, da sedajo in se pogovorijo o tem? Torej, predstavnik judovske skupnosti v Antwerpnu in Bruslju sodeluje z oblastmi in upam, da bo prišlo do ustreznega dialoga. Jaz osebno nisem vključen v to, vendar sem se prejšnji teden o tem pogovarjal z voditelji judovskih skupnosti in slišal njihova mnenja. Upam, mislim, da mora biti judovska skupnost močna. Treba se zavedati, antisemitizem je danes globalen. Zaradi narave komunikacije so enake težave, kot bi jih našli v Belgiji. Veste, prej smo mislili, da sta London in Združeno kraljestvo varna, zdaj pa vidite, kakšno je stanje in tako naprej. Enake težave lahko najdete po vsem svetu. Torej je odgovor na ta globalni antisemitizem globalna judovska odpornost. To je zame edini odgovor. Zakaj? Ker moramo biti veseli, moramo biti odporni in moramo biti danes bolj kot kdajkoli prej trezni. Ne vemo, kaj nam bodo prinesla naslednja leta. In zato moramo imeti judovske skupnosti, ki so pripravljene soočiti se z izzivi in so pripravljene sodelovati z večinsko družbo. Kajti
Dovolite mi reči, moj občutek je, da je večina družbe naveličana nasprotovanja drugim. In veste, Združene države so posredovale, seveda tudi Izrael, in to označile kot sramotno madež za Belgijo. Predstavljam si, da imate vsaj nekaj podpore, kar ni presenečenje, podporo Izraela. Ampak kaj pa ZDA? Ali kaj ukrepajo, da bi posredovale in govorile s pravimi ljudmi ter rekle, hej, to moramo rešiti, sicer boste izgubili judovsko skupnost in na koncu bo to vplivalo tudi na gospodarstvo, če se to zgodi. Poglejte, vidim, da to povzroča določene diplomatske napetosti, nisem diplomat, ampak hkrati sem vesel, da nekateri ljudje spregovorijo, kot naprimer ambasadorka White. Torej je moja zaveza tukaj kot vodja v judovski skupnosti, da zagotovim, da ne žrtvujemo veselja in bistrosti judovske skupnosti na oltarju nevednosti. Zato moramo biti zelo previdni. Naše sporočilo mora biti sporočilo odpornosti, moči in judovsko življenje bo cvetelo. To je tisto, kar moramo narediti danes. Najlepša hvala za vaš neomajni optimizem. To nam vsem vliva upanje, da bomo našli rešitev, kjer bodo vsi zmagali in bo skupnost lahko še naprej uspevala v vaši ljubljeni državi. Hvala. Najlepša hvala.